pozdravljeni. Čas je za nogomet. Sliko smo v Domžalah, kjer se bo kmalu začela tekma 32. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V športnem parku ob Kamniški Bistrici se bosta pomerili ekipi domačih Radomelj in Mure. Beganović je žogo spustil out. Še naprej torej otipavanje strani tekmecev. Gorenc zdaj z dobro akcijo, lepa poteza Jana Gorenca. Daku je tu, Mirlin Daku se namešča, predolgo je okleval. Pa zdaj še nevarnosti in prečka se je stresla pred svojimi navijači. Torej, zares zanimiva statistika. Zdaj poda pred vrata Šarić in gol! Gol za Radomlje, 1-0 vodijo Mlinarji. Šarić je dosegel 6. gol v letošnji sezoni prve slovenske nogometne lige in od 18. minute četa Nermina Bašića vodi z 1-0. Slaba poteza Pucka, ko se sicer prišel do žoge, tu je Horvat, dobra podaja Horvata, Daku se bori, Daku prečka! Še drugič danes se je stresla prečka. Spektakularen gol Gedeona Guzine. Mrkonjić se zdaj gradi. Mrkonjić, dobra podaja Mrkonjića, tole bo nevarno. Še vedno pritiska Radomljani, gol! Pregled je trajal zares dolgo, tako da se nam obeta dolg dodatek v prvem polčasu. Mrkonjić je takole spet podal do Šarića. Horvat in Pucko. Na levo za Klepača. Klepač mimo Bubuja, krasna poteza Hrvata, Klepač pred vrata in gol! Gol za Muro, 2-1. Strelec je Mirlin Daku, tretji zadetek Kosovca v letošnji sezoni prve slovenske nogometne lige. Že v prvem polčasu je bil zelo nevaren, približal se je tako zadetku kot tudi asistenci. Zdaj pa je torej vendarle razdevičil mrežo Radomelj. Takole zares prekrasna akcija Klepača, ki potrjuje vrhunsko formo. Še na tretji zaporedni tekmi je Klep. Pucko. Obetavno napad gradijo nogometaši Mure, tu je Mihael Klepač, ni se odločil za strel, pa potem z druge Klepač, ampak v bloku nogometaši Radomelj. Pa še en poskus, tudi tole je bilo zelo nevarno. Tretji kot na tekmi za Sobočane. Luka Bobičanec, ostra žoga Bobičanca! Ampak London je hitro zapustil, ker tam ni imel prave perspektive. Čalušić na desno za Mrkonjića, tole bo nevarno, gol! Tomislav Mrkonjić, 3-1 vodijo Radomlje. Ob koncu 85. minute srečanja je zmijavački Mesi dosegel 7. gol v letošnji sezoni prve slovenske nogometne lige. Skupno njegov 14. zadetek v prvenstvu, kajti 7 jih je dodal tudi v drugi hrvaški ligi. Radomlje pa torej znova prihajajo do otipljive prednosti in Mura bo zelo težko prišla do pozitivnega rezultata. Mura bo nekako skušala priti do točke. Jasno je, da Sobočani ne morejo več do zmage, tudi točka je zelo, zelo oddaljena. Klepač, tole je dobra podaja, Klepač strelja! Premagali so aktualnega prvaka, predtem pa so tole priložnost in gol! Gol za Muro in še nekaj sekund bodo Sobočani imeli, da se vendarle vrnejo v tale obračun. Luka Bobičanec je očitno strelec, oziroma ne. Cipot, mislim, da je dosegel gol. Poglejmo še enkrat, Bobičanec je seveda podal. Cipot se je žoge dotaknil in torej premagal Šugića. Drugič zapored ste premagali aktualne prvake, danes ste znova delovali izvrstno. Kako ste vi videli tekmo, kje mislite, da ste bili boljši od nasprotnika? A utakmica 3-2, a moglo isto tako 2-3 biti. U prvom poluvremenu oni nisu svoje prigodnosti iskoristili, mi jesmo. Mislim,
da smo prije svega uzeli im srce. Uzeli smo im Horvata i uzeli smo im Bobičanca u sredini terena. Bojao sam se prije ove utakmice da sam previše dao nekako taktičkih zadataka svojim igračima, ali oni su to izvrsno odradili danas i svaka im ta čast. Mislim da smo prije svega dobro stajali u defenzivi, da smo bili danas jako efikasni. Nismo mi puno šansi stvorili, da smo zabijali golove i ono što je najbitnije, stvarno smo se fokusirali da im uzmemo tu vezu, da im uzmemo dva najbolja igrača, možda lige u paru i jako dobro je to djelovalo. Na kraju 3-2 rezultat, lijepa utakmica za nas, ogromna pobjeda, velika pobjeda, još nije kraj prvenstva, zaista velike čestitke mojim igračima i kapa dole. V precej kratkem razmaku ste napravili 5 zamenjav. Verjetno vas zelo veseli, da so fantje hitro spoznali, kakšne so vaše zahteve. Ni bilo nekega paca potem, ko so prišli na igrišče. Ovo 5 pozada smo radili na treningu, da tako želimo da zatvorimo utakmicu i potom smo možda postali prepoznatljivi. Malo smo imali problema u tom veznom redu jer smo izgubili jednog veznog igrača, pa sam Čujića uveo da ojačamo vezu, a lijevi bok smo pustili tako sam da bude. Tako da smo malo tu riskovali i mislim da nam se isplatilo. Smo jako dobro stajali u defenzivi. Ekipa Mure je jako dobra, kvalitetna ekipa koju je jako teško čuvati. Previše imaju individualaca jako kvalitetnih, tako da nevjerovatna utakmica za nas. Moram reći da kad ti treba iziđeš na teren i pobjediš. To je moja ekipa i tako se bori za klub, tako praviš u karijeri nešto, u životu nešto i svaka čast, zaista velika pobjeda za nas. Z današnjo zmago ste napravili zares velik korak proti obstanku v ligi, kar je verjetno vaš glavni cilj, ampak verjetno bo na naslednji tekmi proti Sežanskemu Taboru, kjer si obstanek bolj ali manj že lahko zagotovite enak. Vidite, ekipa Tabora ima dosta lakši raspored od nas. Ako kažemo da igraju sa Koprom i Bravom koji igraju finale kupa, a u 3 dana igraju jednu i drugu ekipu, tako da imaju jako zanimljiv raspored. Zadnje kolo igraju sa Aluminijom, tako da još nije ništa kraj. Ovi 7 bodova ništa ne znači. Imamo glava u glavu utakmicu sad sljedeće kolo, ne smijemo izgubiti i onda bi to moglo biti nešto pozitivno. Ali još smo našpanovani, još smo željni dokazivanja. Želimo da ljudi vide da smo zasluženo ostali u ligi, da se fajtamo za svaku loptu i da smo ostavili dušu i srce na terenu. Najlepša hvala. Damir Čontala, velik del tekme ste narekovali ritem, ampak vseeno Radomljani so bili konkretnejši. Kaj po vašem mnenju zmanjkalo? Po prvi naši prečki smo dobili prvi gol, po drugi prečki smo dobili drugi gol. Problem je v tem, na kakšen način smo oba gola prva dva prejeli. Vsekakor neodgovorno oziroma premalo odločno v teh dveh situacijah strani naših obrambnih igralcev. V borbi za Evropo se takšne stvari ne smejo zgoditi. Absolutno prepoceni zadetka, ki nikako ne bi smeli dobiti. V drugi polčas ste krenili zelo dobro, hitro ste dosegli gol. Ste tam nekako pričakovali, da lahko tekmo obrnete sebi v prid? Ja, normalno, Radomlje so takoj tekmo začeli zelo defenzivno, potem so se še bolj povlekli, narekovali smo ritem, imeli smo neke še po tem golu za 1-2, neke priložnosti, pol priložnosti, ampak potem je zopet prišel ta tretji zadetek. Če ga ne bi bilo mogoče do konca tekme, sigurno še kakšna situacija, 2 bi bile za izenačenje, ampak vsekakor zopet, da se vrnem na tisto, kar sem povedal prej, absolutno lahko prejeta zadetka, sploh na tekmi, ki prinaša toliko, kot je prinašala ta. In takšne stvari se nam ne smejo zgoditi, če želimo igrati v Evropi v naslednji sezoni. Še vedno ste v borbi za 3. mesto. Kako se zdaj pobrati in se znova prikazati v odlični luči naslednji teden v Celju? Normalno, saj se vsi zavedamo napake, ki smo jih storili. Poraz je sestavni del nogometa. Po vsakem porazu se bomo tudi potem sigurno dvignili. Reakcija pričakujem, da bo prava, tako vseh nas, igralcev. V to ne dvomi, da bomo na naslednjem tekmu pravi, ampak takšne stvari se nam ne smejo dogajati, kot se nam danes. Najlepša hvala. Sandi, drugič zapored ste premagali aktualne prvake. Verjetno je zmaga še slajša, ker ste dosegli 4. gol v letošnji sezoni. Ja, seveda je, najbolj pomembne so 3 pike, tako da smo povečali to našo prednost pri Sežanu na 7 in smo zadovoljni s svojo igro.
Danes vas je trener postavil nekoliko više za klasičnega napadalca, zdelo se je, da vam ta pozicija zelo ustreza. Ja, ko sem imel žogo, sem šel pa malo više, ampak v obrambnih nalogah sem prevzel Bobija, ga probal pokrivati, da ne pride do žoge in to nam je dobro utvalo. Najlepša hvala. Tijo Cipo, dosegli ste gol na drugi zaporedni tekmi, ampak verjetno vseeno niste zadovoljni z razpletom. Kaj je danes manjkalo, kje so bile Radomlje boljše? Ja, prvi polčas so si priigrali prednost 2-0. Seveda smo v prvem polčasu mi bili tudi konkretni, imeli smo neke šanse, katerih nismo izkoristili, se pravi, nas je nekako bi rekel, pripetila se nam je nesreča. Radomlje so izkoristile vse svoje šanse, v drugem polčasu smo se podali v lov za njihovo prednostjo in smo probali izkoristiti, ampak svoje šanse smo imeli, dali smo 2 zadetka, kar pa je bilo premalo. V zadnjem času ste odlično izkoristili svojo priložnost, pričakujete morda večjo minutažo zdaj? Ne, ostajam miren, potrpežljiv, čakam na svojo priložnost. Kot vidite, ko dobim priložnost, probam maksimalno izkoristiti in ostajam realen na tleh, kje sem. Najlepša hvala.